največji del, ko govorimo o investicijah, moramo po mojem gledati na to reinvestiranje dobička. V bistvu je podpisal ravno letošnje poletje triletno pogodbo za dobrih $160 milijonov. Je pa res, da se je pa preselil v Kalifornijo, pa so pa davki višji. Zakonca južna finančnika, zanimivo potem bo vprašati, kam pa v bistvu vidi, da je tako danes, vajne presežke. 10% ima ta Petrola, skratka na slovensko borzo sta zelo izpostavljena. Je pa zanimivo videti, da v njeni skupini Perspektiva oziroma družbi, da 40 milijonov je bilo investiranega v zakladne menice evropskih držav. Vesna Južna je intervju rekla, v Metliki ni letališča, ne rabiva zasebnega letala. In če bi takrat res začel vsako leto tiste presežke malo premeniti na delniških trgih, to bi take zneske obrnilo. Lahko si se rečemo, bogatejši so spet bogatejši, mogoče če kdo takole malo učita, češ samo v zgornjih 0,05% dobiva na vrednosti, ampak sej smo verjetno vsi pomalem bogatejši, razen če seveda puščamo denar na bančnem računu, kar pa in ti Marja in tudi mi močno odsvetujemo. NGM. To podjetje je pa v bistvu eno največjih skokov v letošnjem lestvici, oziroma je največji skok. Vrednost podjetja smo letos povečali za kar 150%. Razlog je pa v tem, da so, če so recimo že lani imeli zelo v redu rezultate, cirka 10 milijonov čistega dobička, a letos napovedujejo čez 30 milijonov evrov čistega dobička. Če hočete obogatiti, naredite eno podjetje, to je tudi svetoval Diamond Merlak, da je to najhitrejša in najbolj zanesljiva pot, ker če boš gradil skozi investiranje, mogoče ne boš tako hitro prišel do tega premoženja. Se hecam. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, bi vas rada povabila na naš spopad bikov in medvedov, ki se bo zgodil 4. decembra v Kristalni palači. Mislim, da bo kar zanimivo glede na trenutno dogajanje na trgu. Vidimo, da se dogajajo korekcije, Nvidia, poslovni rezultati so bili lepi, ampak vseeno to ni ublažilo seveda tega dogajanja in ta pesimizem, ki v bistvu je trenutno prisoten na trgu. Vsi sedaj čakamo nestrpno, kaj se bo zgodilo decembra, ali bo v bistvu ameriška centralna banka rezala ključno obrestne mere ali ne, tako da bo kar pestro in zanimivo. Na kriptotrgu tam se dogaja neka vzporedna zgodba, ki seveda je tudi vezana na dogajanje na delniških trgih. Bitcoin je upadel za tretjino, tako da z vrha, ki ga je dosegel pravzaprav oktobra pri $126,000 za Bitcoin. Zdaj v času snemanja te epizode se giblje malce pod 86,000 za Bitcoin. Zanimivo pestro dogajanje, sedaj pa hitimo naprej z našo vsebino. Pred mikrofonom je Jure Ugovšek, urednik aktualne edicije Najbogatejši Slovenci. Zdravo, Jure. Živijo, Marja. Greva midva lepo, počasi, sistematično obdelati te naše najbogatejše. Pa dajva začeti mogoče z enim vprašanjem, a te kaj presenetili pri pripravi letošnje lestvice? Da si rekel, wow. Tako, v resnici imamo novo najbogatejša, in smo nekako pričakovali. Že lani smo se spraševali, ali bosta zakonca južna na prvem mestu za leto 2024, pa je potem malo zmanjkalo v tistem vrednotenju, to vedno je potem vprašanje, kateri večkratnik EBITDA in podobnih vzameš, in nista še prišla na prvo mesto. Sicer se zadnja leta pogosto vzpenjata, ampak na prvo mesto nista prišla. Potem pa, ko smo spremljali rast vrednosti Petrola, ona da sta namreč 10% lastnika Petrola prek svojih podjetij, Petrol je pridobil 60% v zadnjem letu dni, njuna podjetja so rasla še naprej po dobičku, prihodkih, predvsem tukaj govorimo o Lisci in CGP-ju, gradbenemu podjetju. In na koncu smo kar nekako pričakovali, da bo zdaj to novo imena na vrhu. Je pa nekako bilo vprašanje, kakšno številko pripisati temu. In tudi tukaj smo še malo konzervativni, če gledamo kakšne večkratnike. Ko smo se pogovarjali z zakoncema v enem tako, kar lahko rečem, zanimivem intervjuju, če še malo reklame lahko naredim za to naše revijo, sta recimo rekla, da lahko bi tudi vzeli kakšen više večkratnik ali pa nižje večkratnike. Tako čez palc smo rekli 6-kratniki EBITDA, nekako sta se strinjala, da je to neka taka, če gledamo neko torejoče družbe,
v redu številka, ne? Ampak sta pomenila, da na hrvaški borzi pa obstajajo gradbena podjetja, ki kotirajo po precej višjih večkratnikih, tako da se lahko v te številki precej diskutira. Kar se pa tiče presenečenja, pa če gledamo, kako okrog nas vrednost vsega praktično raste, mislim, pride kakšen dan, ko so visoki padci, kot mogoče v zadnjih dneh, pa smo nekako težko presenečeni, da je tudi ta vrednost te stoterice zraste za 12%. Lahko sicer rečemo, bogatejši so spet bogatejši, mogoče če kdo tako malo učita, češ samo v zgornjih 0,05% dobivajo na vrednosti, ampak sej smo verjetno vsi po malem bogatejši, razen če seveda puščamo denar na bančnem računu, kar pa in ti, Marja, in tudi mi močno odsvetujemo, kaj ne? Ja, ampak še zmeraj ti najbogatejši mislim, da kar puščajo veliko denarja na bančnem računu. Mogoče nimaš teh pogleda. Ja. Kako? Mislim, da bova o tem kar govorila danes. Bova govorila, zaradi tega, ker bova obdelala njihovo investicijsko strategijo, ker je v bistvu dosti konzervativna. Ampak glede na to, da stavi vse na svoje podjetje, pa mogoče niti ne. Vesna in Dari Južna 511 milijonov evrov vredno premoženje, za 48% se je spremenila vrednost v primerjavi z letom prej. Pri Izi in Samo Loginu, ki sta v bistvu drugo uvrščena, a tukaj ste mogoče karkoli popravljali, ste dobili kakšne dodatne informacije, ali je to v bistvu ocena še izpred ne vem koliko let, ko so v bistvu prodali podjetje? Ja, tukaj mogoče še ena stvar posebej za poudariti. Te številke so skozi prizmo konzervativnega vrednotenja in gledamo tiste stvari, za katere nekako vidimo in lahko rečemo, to premoženje nekje obstaja. Zdaj, čim se zgodi prodaja takega velikega podjetja, kot je bil Outfit 7, se ponavadi sled za tem denarjem zgubi oziroma premoženjem. Zdaj, neki indici so bili, da so nekdanji lastniki Outfita 7 plemenitelj premoženje prek tudi nekih, so dali v upravljanje nekim tujim investicijskim bankam. Nekdo od njih je to v resnici povedal, ampak imamo pa premalo opremljivega, da bi kar zdaj vsem pripisali neko zmes globalnega delniškega portfelja, pa obvezniškega še malo zraven, da bi kar po tistem plemeniti premoženje naprej. Ista težava je pri športnikih. Nekako vemo, si mislimo, da tisto premoženje nekako plemenitijo, ampak dokler nimamo, smo zelo previdni pri teh naših ocenah. In tukaj, to je v bistvu razlog, zakaj je ta številka pri Easy Login in Samo Loginu v bistvu ves čas skoraj enaka. Lani, ko je bil pa tisti nekajletni visok inflacijski push, smo pa rekli, saj za inflacijo in pa dvignemo. Tako da smo od tiste prve kupnine pa tisti dividend pred leti zvišali premoženje za 20%. Letos pa tega popravka nismo naredili. Ta številka je pa lahko seveda na koncu 100% višja, če sta približno plemenitila tako v globalnih delniških skladih, pa malo v obveznicah. V zadnjih desetletju ni bilo težko narediti 100%. Ampak vseeno to številko nekako obdržimo tukaj. Se pa vidi kakšno malenkost, kam investirata. Recimo Samo Login s svojim sinom predvsem investira v Srbiji, v kmetijstvo, ampak vidi se tisto podjetje nekako ne nosi nekih visokih donosov oziroma posluje z izgubo. Medtem ko Iza Login pa se ukvarja z coachingom, pa tudi tam ni videti, da tista stvar zelo donosna. Se pa zdi, da sta ta svoj največji posel v življenju že naredila. Bo pa zanimivo spremljati, če še kakšnega bosta. Koliko časa bosta pa imela zagarantirano mesto na lestvici? Jaz mislim, da težko si predstavljam, da bi 400 milijonov bilo vstopna točka med stoterico za časa tega mojega dela. Tako da, dobro vprašanje. Zdaj, v bistvu ta maja raste. Tako recimo, če se v zadnjih parih letih je narasla za 50%, kakšnih 20 let bi to moglo zdržati.
Ja, bomo videli, ne vem. Ne, pa se bomo mogli popravljati vmes, ne, zato ker bi bilo malo, v preteklosti je bila tudi taka metodologija, ne, da se je po parih letih iz kupnine, ne, da se je kar to nekako izbrisalo, ne, pa smo pa rekli, no čakajte, ne, mislim, ne morate zdaj samo pa iz zalogi in kar po nekaj let po kupnini, medtem ko izgubimo sled, ne, kar z lestvice dolita, ne, zaradi tega, ker ne vemo, kaj se s tem premoženjem. Se pravi, če jaz prav razumem, javila se nista, komentirala nista, tako da, a ste dobili kakšne informacije od njih? Ne, in tudi v resnici se sta dala nam vedeti že v preteklosti, ne, da nočeta, da preveč drezamo po teh stvarih in neko distanco potem tudi spoštujemo, no, nočemo preveč vrtati in vsako leto in recimo težita, ne, kaj pa počneta, če sta nekako dala vedeti, da se nočeta o tem pogovarjati. No, tako da tisto, kar se iz javnih baz vidi, pogledamo, je pa res, da v zadnjih letih ni kaj dosti novega. Zdaj bi šla kar na četrto mesto, no, Šešok. Mislim, da ste lansko leto celo napovedali, da vas ne bi presenetili, da bi zasedli letos prvo mesto. Kaj pa se je zgodilo, zakaj niso na prvem mestu? 12% rast, 381 milijonov evrov vredno premoženje. Zakaj niso na prvem mestu? Ja, tukaj se je skazalo, da je skupina Perspektiva od Darja in Vesne Južna vsem dobila malo večji pospešek, no, kot pa skupina Iskra, zelo uspešno poslovanje, predvsem tukaj se izpostaviti dobro poslovanje hrvaškega podjetja Elka, ki izdeluje kable in za katero družina Šešok pravi, da ima zelo velik potencial in se tudi vidi, no, iz leta v leto posluje bolje. Je pa tako, no, da vsem pri njih smo že lani v resnici uračunali en del letošnje rasti, ki se je potem realizirala, tudi za naslednje leto so optimistični in v bistvu zaradi tega tako visokega skoka tukaj ni, ne. Je pa zelo dobro poslovanje in tudi nastavljeno imajo zelo dobro, kar se tiče razpršitve, ne. Imajo dosti tudi recimo sredstva v private equity skladih, potem nepremičninski portfelj ogromen, en največjih, tudi potencial, da tiste določene nepremičnine monetizirajo, ne. Recimo na Hrvaškem imajo v Zagrebu zelo dobro lokacijo, tam, kjer stoji Elka, ne, in če se odločijo za neko predstavitev tistih obratov tovarne, bi znala biti to zelo dobra zgodba. No, ampak zaenkrat mogoče smo tukaj tudi malo konzervativni, ne, pri tem vrednotenju, ker bolj ne te nepremičnine gledamo skozi cash flow, ki ga prinašajo, oziroma zdaj, če bi se odločili, da bi tiste nepremičnine, na katere prodali, prinesli, bi bilo vrednotenje lahko kar višje, ne. Ampak vsem ostanemo malo previdni tukaj, mogoče tudi malo preveč previdni, no. Eno vprašanje. Zdaj, tukaj govorimo o vrednosti njihovega podjetja, ne? To je v bistvu ocena vrednosti premoženja. Pa me zanima, a ste upoštevali tudi njihovo osebno premoženje, v katerih primerih da in katerih ne? V resnici skoraj nikoli, no. Ne upoštevamo osebnega premoženja. Govoriva tukaj recimo o kakšnih vilah, ne, ali pa o kakšnih avtomobilih. Denar na računu, recimo. Ja, ne, v te stvari nimamo vpogleda. Sicer vselej, ne, imajo možnost, da to vključimo noter, če kdo to stvar pove. V preteklosti je gospod Medlak te stvari razkrival in smo te stvari potem tudi upoštevali, ampak je bil to edini primer, ne. Tako da nekako to je bolj premoženje, ki ga vidimo skozi javne baze od zunaj, bodi si pri športnikih skozi plače in tam seveda upoštevamo davke in neke ocene, ne? Pri podjetnikih pa vrednost njihovega podjetja oziroma kupnina, ki so jo dobili za prodajo tega podjetja. Ne? Mogoče tako kot informacija, približno 1/5 posameznikov na lestvici se ponaša s kupnino, in se v bistvu s kupnino od prodaje svojega podjetja uvršča na lestvico. Je pa seveda ta znesek lahko danes precej drugačen, kot sem omenil pri Izisiji in samo Loginu. No, vse zato je zanimivo vprašanje, koliko časa bojo v bistvu obstali na lestvici. Nekateri mogoče niso dobili tako milijonov kot recimo ona dva, ne? Mogoče so dobili manj. In koliko časa v bistvu zdržijo lahko na taki lestvici, glede na to, da se pravzaprav niti ne spreminja prav veliko ta lestvica skozi zadnja desetletja praktično, ne? Ja, pa vsem pa tja, no, pa se pojavijo kakšne zelo zanimiva nova imena, no, tako da ni povsem statična, vseeno, ne, pa tudi zdaj
če upoštevamo, da smo pri teh, če sem že tokrat rekel, da smo malo previdni pri teh vrednotenjih, prevzemi se zgodijo pač po višjih vrednotenjih, ker gledamo nekako statično današnjo vrednost. In zdaj, če je meja 44,4 milijona, to veva, koliko je to zelo velik denarja, oziroma vrednost, kakšna višina je to. In zdaj, kar nekako presež to mejo, pa če upoštevamo, da je to potem mora biti en lastnik, ki ima podjetje vredno toliko. To potem nek minimum, če takole čez palec gledamo, da sploh mi gledamo podjetje, ko delamo sito tistih kandidatov, je nekako 2,5 milijona, 3 milijone, da gremo gledati, čistega dobička. Zdaj, če si predstavljava, koliko, če bi imela midva recimo 2 milijona vredno podjetje, Marja, pa v bistvu ne bi bila na lestvici. Oziroma, ko bova imela. Ko bova imela, to je vprašanje. Kar uspešna, ampak recimo na lestvici pa ne bi bilo prostora za najo. Veliko ljudi, čak, samo sekundo, rekel si na posameznika, tukaj vidimo, da je cel kup nekih družin na lestvici. Pa vdeva mogoče še te družine, ker nekateri so sami na lestvici, drugi so pa pač kot družina. Zakaj? Ja, tukaj je nekdaj bila ta metodologija, da se je gledalo družinske člane kot eno, zaradi tega, ker so bila razpršene te lastniške strukture, tako da bi bilo narodno, da bi vsakega posebej vrednotili, oziroma prikazovali, ker potem bi nekateri ne bi prišli gor niti, drugi bi bilo pa pol familije v bistvu bilo na lestvici. In tukaj še vedno naprej se držimo te nekako ustaljene prakse in tudi je podobna zgodba tudi v tujini. Recimo lastniki Walmarta in podobno nastopajo kot družina na listicah raznih zahodnih medijskih družb. In smo se kar tudi sami odločili, da bi podobno prakso mi uporabljali. Zdaj si rekel, da je meja, spodnja meja 44 milijonov, da prideš na lestvico. Vem pa, da ste tudi raziskovali, koga bi lahko še potencialno uvrstili na lestvico, pa da je mogoče še kaj o tem povej. Zdaj, ko gledamo vsako leto podjetja, tukaj najdemo kar eno kupico novih družb, ki jih ne poznamo, razne lestvice mi v financah itak delamo, in že tam se včasih pokaže kakšno novo podjetje in postanemo pozorni na njih. Potem gremo gledati, kaj se s temi podjetji dogaja, jih recimo damo med kandidate in potem od takrat naprej spremljamo. In se dogaja recimo, da kakšno podjetje tudi 5-10 let spremljamo, kaj se zgodi, in potem včasih se zgodi kakšen velik preboj na tujih trgih ponavadi, in jih v bistvu vrstimo na lestvico. Gledamo se skupaj nekih 300 do 400 družb oziroma podjetnikov in na podlagi tega potem na koncu sestavimo to našo lestvico. Zdaj, če te zanima, katera podjetja so tista, ki so spodaj, tukaj prav radi ne izpostavljamo tistih, ki še ne. Že tiste, ki jih v bistvu vrstimo gor na lestvico, po večini niso najbolj zadovoljni, tako da mogoče ne bi steli sekiral tistih, ki se jim sploh še ni treba z tega vidika. Ampak kdo mogoče trka na lestvico, gre mogoče predvsem za kakšna podjetja, ki so usmerjene na tuje trge in imajo kakšno specifično nišo, ki jo napadajo, pa mogoče še niso razvili tega čisto do konca, da se kaže nek trend dobička, pa potem moraš še kakšno leto potrditve imeti. Ali pa včasih se zgodi tako, da podjetje se sicer zdi zrelo, da bi ga lahko vrednotili po teh kazalnikih, pa potem vidiš letno poročilo v uvodu, da je direktor malo pesimističen, da napoveduje težko leto, pritisk na marže in podobne stvari in da pravi, da bo recimo težko ponovili takšen rezultat. In na podlagi tega v bistvu, ker seveda vrednotenje je predvsem usmerjeno v prihodnost, kaj bo podjetje ustvarjalo v prihodnosti, in smo potem moramo biti malo bolj previdni tudi sami in recimo takega podjetja, da si se potem ne vrstimo. Ok, ampak vseeno moramo povedati, izpostaviti par imen, ki ste jih tudi konec koncev vi izpostavili, recimo Jure Leskovec, on je profesor računalništva na Univerzi Stanford. Takšni te zanima, ja. To so pa mogoče zanimivi posamezniki in
to je nekako naša slepa pega, če lahko rečemo. Ne? Ker če imamo v Sloveniji bolj kot vsa slovenska podjetja morajo razkriti podatke, kakšni recimo to malo zamaknejo, sem in tja se kakšno celo najde, ki krši ta predpisa, in v bistvu vaje bez teh podatkov ne pošlje, ampak za slovenska registrirana podjetja vidimo vse bilanco, na eni strani, koliko imajo dolga, koliko imajo denarja, presežka na računu, kapitala, EBITDA lahko izračunaš, finančne prihodke, ni da ni. Medtem ko za ameriška podjetja, seveda tista na borzi razkrivajo vse živo, dosti več kot slovenska, medtem ko tiste, ki so pa privatna, pa v bistvu niti lastnikov ne najdeš. Tako da, ali pa jih najdeš, pa ne veš, kakšni so njihovi deleži, so pa tiste baze predvsem bolj zaprte. Tako da, kar se tega tiče, je Slovenija kar omogoča eno tako raziskavo. Tudi za Nemčijo, recimo, bi bila takšna stvar veliko težja. Zato, ker tam, recimo, ko gledam kakšna podjetja slovenskih podjetnikov, ki so registrirane v Nemčiji, z velikim zamikom dobivamo podatke, te podatki so zelo skopi, en delček bilance, kakšen prihodek in kakšen dobiček iz tistega se da ven skopati, kaj dosti več pa ne. Tako da ja, in tukaj pri gospodu Leskovcu, zelo uspešnem IT strokovnjaku, specializiran za umetno inteligenco, ki je tak bum v zadnjem času, pri njemu v bistvu ne vemo, koliko ima v rasti in kako v bistvu ta podjetja tudi poslujejo. In skozi to je tudi težko potem umestiti na lestvico. Si pa mislimo, glede na to, kako dobro je pozicioniran v najbolj vroči panogi, da bi nekje na lestvici moral biti. Mogoče celo na prvem mestu. Tukaj je res težko reči. Če se tam zgodi hitro kakšen prevzem, to milijarde tam letijo, seveda. Ja. A pa ste ga kontaktirali? Smo večkrat. Ampak zopet, ko dobimo nekaj najav, nočemo biti tečni, spoštujemo te stvari, zasebnost, ampak je dal jasno vedeti, da se v teh stvarih okrog AI in podobnih zadev se rad pogovarja, ampak o premoženju pa ne. Ja, zanimivo. Že takrat, ko sem bila jaz na financah, se spomnim, da zelo neradi so v bistvu sploh niso želeli biti na lestvici, tako kot si povedal sam na začetku, da to iz takšnih in drugačnih razlogov ne želijo biti. Ampak kakaj gremo mi dva nazaj. Boštjan Bandelj, Belektron, 35% povečanje, 324 milijonov, 5. mesto. Kaj bova rekla Boštjanu Bandlu? Vemo, da tudi vlada investiranje, ne vem, koliko ste se pogovarjali z njim o investiranju. Zanimivo je, kako ima razpršeno v svoje premoženje. Na eni strani core business še vedno ostaja Belektron, podjetje, ki se ukvarja s trgovanjem emisijskih kuponov. Ob tem pa predvsej tudi ustanavlja druga podjetja, recimo razdvojuje, oddeljuje en del premoženja z Belektrona in potem upravlja prek njega investicije. Zelo zanimiva je zgodba, ki so jo skupaj peljejo z zakoncema Bernard in z Damianom Merlakom, in sicer Engen. To podjetje je pa v bistvu eno največjih skokov v letošnjem lestvici, oziroma je največji skok. Vrednost podjetja smo letos povečali, oceno vrednosti smo povečali za kar 150%. Razlog je pa v tem, da če so recimo že lani imeli zelo v redu rezultate, cirka 10 milijonov čistega dobička, pa letos napovedujejo, da so v bistvu že tudi po 9 mesecih na zelo dobre rezultate, in grejo proti čez 30 milijonov evrov čistega dobička. Pa če upoštevamo, da je še to zelo privlačna panoga, hranilniki električne energije, zadnji dosti znanja, know-howa, tudi volje in tudi zanimivo, kako so se uspešni slovenski podjetniki iz različnih branž skupaj združili. Ta zgodba ima zelo velik potencial, se zdi, in tudi zaradi tega smo toliko povečali oceno vsem trema, tako zakoncem Bernard, Bandlu pa Erko. Jaz se z Bandla spomnim pred leti, ko smo prvič delali lestvico najmlajših milijonarjev.
in je bil uvrščen na to lestvico mladi milijonar, star je bil pa 45 let. In ko sem ga klicala in sem mu rekla, da se je uvrstil na lestvico mladi milijonarji, se je ful smejal. Okay. Da mi povej, a je on mogoče kaj več razkril, kako upravlja svoje osebno premoženje, v katere investicije investira, delnice, zasebne sklade in podobno? Zdaj, letos konkretno nismo imeli takih pogovorov z njim. Je pa zdaj slediti, tudi iz preteklih pogovorov, tudi kakšnega od tvojih, da je zelo prisoten in da ga v bistvu borza zelo zanima. In tudi pravi, da je še kot najstnik upravljal takrat certifikate cele družine, v bistvu. In da ima tako res veliko strast in tudi ljubezen do borze. In tudi enkrat sem zelo zasledil, da je s takimi opcijami se ukvarjal, take zapleteni načini trgovanja. Ampak se Belekton se v resnici s kakšnimi takšnimi strmi ukvarja. Tako da zelo izkušen finančnik, ki pa je potem še dobro križal svoje znanje iz elektrotehnike in bo zanimivo spremljati tudi v prihodnje. Na katerem področju bo aktiven in kako se bo v bistvu, ko bo plemenito premoženje naprej. Vidi se pa tudi, se ukvarja malo z nepremičninami. To je tudi mogoče ena taka skupna točka, ampak v procentu premoženja je to relativno malo. Se pravi, ni veliko povedal o tem, kako denar investira? Ne. Greva naprej. Jure Knez, jaz sem ga imela tudi na podcastu, Devesoft, upadel v vrednost premoženja po vaši oceni za 12% na 316 milijonov. Kaj pa se tle dogaja pri Knezu in Devesoft? Ja, najprej treba poudariti, tudi če vidimo kakšen padec, to ni zdaj nobene katastrofe. Ne, ker je na 6. mestu vse v redu. Vse, samo tako. Čim Devesoft pa padec, to nekako ne gre skupaj. Ker to je res v bistvu podjetje, ki je bila raketa. In mislim, da do lanskega leta, da so čisto vsako leto od 25 let, 24 let povečevali prihodke. In ko smo novinarji pisali te stvari, smo vedno napisali še eno leto, še eno rekordno leto, še eno rekordno leto. No, zdaj pa eno leto, ko ni bilo rekorda. In to v bistvu se je zgodilo. Kaj so bili pa razlogi za to, da se v bistvu v letu prej to osnovo toliko dvigne, da je bilo lani, pravijo, težko ponoviti. Pa tudi ni čisto nedolžno, to, kar se je dogajalo v ZDA, pa dolar je v bistvu padel, v primerjavi z evrom. Zdaj, če si ti izvoznik na ameriški trg, to ravno ne koristi, carine pa tudi najbolj ne pomagajo takšnim podjetjem. In vse to, ko skupaj združiš, bi treba bilo malo cene popraviti navzdol. Je pa tudi res, da smo v preteklosti to podjetje po enega največjih večkratnikih vrednotili, recimo 5-kratnik book value, skratka vrednosti kapitala je bila kar nekako tukaj stalnica. In tudi se je nekako zdelo, da če bi prišlo do prevzema, se sta v bistvu tudi lastniki so v preteklosti komunicirali, da imajo sem in tja kar pogosto na kakšno ponudbo na mizi in da se nekako gibljajo v teh vrednostih. A greva mogoče skočiti na 7. mesto, na našega Damjana Merlaka iz Bitstampa, vsaj pač bil je v Bitstampu in zdaj se je odločil, da se bo vzel malo pauze, da se nam ni javil že kar nekaj časa, mi smo pač njega redno gostili na podcastu, zdaj se je pa privoščil malo temu rečemo sabatikal, medijski premor si je privoščil, tako da se pravi, za 33% ste mu dvignili vrednost premoženja na 313 milijonov, 7. mesto, to je verjetno predvsem posledica rasti N-gena, vrednosti N-gena, si predstavljam. Ja, drži, to si pravilno sklepala. Tukaj se vidi, kako razpršitev premoženja lahko uredi potem take sadove. Recimo že tudi pri Belektronu, Boštjana Bandla, Belektron je malo slabšo leto. Če ne bi bilo tega N-gena, bi ceno malo navzdol popravili. Tako pa čim razpršiš in si deležen pri rasti vrednosti tako uspešnega podjetja kot je N-gen, pa potem to hitro lahko poskoči. In
Na drugi strani ima pa zelo razpršeno premoženje tudi gospod Merlak, in sicer se poznamo njegove nepremičninske podvige v Bohinju, v zadnjem času tudi malo sodne bitke, ne? Tudi to spremlja svet vlaganja v nepremičnine, kot vemo, je dobil včeraj, Ja. In drugače pa skripta se je pa posebno maknil, kar je mogoče zanimivo. Saj po zadnjih informacijah. Mogoče ga je kaj spet zasrbel, glede na to, da danes kar precej upada, oziroma smo imeli kar precej vihar na kriptotrgu, tako da ne veva. Bi bilo zanimivo, in se mogoče lahko veselimo dneva, ko bo končal ta medijski svet. Komaj čakamo. Ga pa pustimo seveda na miru, da ne bomo ga preveč nominirali. Na zadnje, ko smo se pogovarjali, je rekel, da ima zelo simpel strategijo S&P 500 in to je to. Tako da, ne vem, mogoče še zmer tam, mogoče... Verjetno, kar se tiče lestvice, ampak sliši se pa v redu, ne? Lej, ne, v redu. A greva mogoče bi mogoče vsem se še dotaknila 8. mesta Ivo in Anastasija Taja Boscarol. Jaz sem gostila Boscarola na podcastu, ker v bistvu sva secirala vse njegove stebre investicijske in razkril je tudi, recimo, da je kar precej aktiven investitor tudi na delniške trge. Sam v bistvu upravlja svoj portfelj, takrat, ko so se pogovarjali, imel 80 različnih delnic. Tako da zanimiva zgodba, pa so pa še tukaj cel kup nekih podjetniških podvigov, ki jih tudi financira, plus ta zgodba vezana na ta stanovanja, ki jih bo prodajal po 3000 evrov za kvadratni meter. Je zanimivo, pri nekaterih teh podjetnikih, ki eno zelo uspešno zgodbo končajo, pa potem, kako bi rekel, investirajo naprej v razne nove potencijalne naložbe. In tukaj je zanimivo, ker na eni strani se res, kot si omenila, takrat na tvojem podcastu je zelo lepo razkril, in tudi tistega smo v resnici bazirali en del naše ocene, ga tudi vprašali, kaj se s tistim portfeljem dogaja, da kar sam stop pika. In tako, to je redko, vidimo koga, ki kupi kakšno delnico, da bi se pa prav vrgel v stop pikarstvo, ob tem, da še razvijaš en tak velik stanovanjski kompleks, pa potem imaš kino kompleks in podobne stvari, pa seveda zelo tudi dejaven pri podjetjih, ki nastajajo na novo na področju vojaške industrije in podobne zadeve. Tako da ko spremljaš takšne posameznike, se vprašaš, a sploh kaj spijo. Ne, jaz sem rekel, da on noč ne spi. Se je rekel. Se vidi, in tudi tukaj se vidi strasta. In ko spremljamo to dogajanje teh lestvic, kako mogoče, in se poskušaš vprašati, kako pa so ti posamezniki drugačni od ostalih, res zaslediš to veliko strast, predanost podjetju in mogoče tudi za konca juštana. Pri njima bo tudi to precej čutiti, da sta predana temu, da povečujete vrednost, ker nekako se tudi sfiltrira verjetno. Sej, tudi recimo vprašala sva ju z Jurijem, kako pa vi gledate na FIRE logiko, torej prečasno pokojitev, ste rekla, da tega sploh ne morate razumeti, se mogoče bi lahko ti povedala, se ti tudi nisi čisto odklopila, ko si rekla, da si dosegla to raven. Ampak se pa zdi tako zanimivo, medtem ko kakšni mladi malo razmišljajo o teh stvarih, tisti, ki so pa to raven dosegla že zdavnaj, tisti, ki so na lestvici, se pa zdi, da miljajo naprej, iščejo nove priložnosti in v tem najbolj uživajo. In tem pa, to je v bistvu udari Južna Reko, da je to najboljša, da počneš nekaj, kar ima smisel, če pa denarnost pa še toliko boljša. Je itak. Zdaj, ko omenjaš, recimo Warren Buffett, star je 95 let, in on hodi še vedno vsak dan 5 dni na teden v službo in govori, da je dolgoročni investitor pri 95 letih. Tako da, ne vem, FIRE, Financial Independence, v redu, prvi del, Retire Early, se mi zdi, da mogoče ni. Mogoče, tako kot sva se pogovarjala, preden sva se vklopila, za kakšne 2 meseca, ampak potem pa rabaš neke izzive v življenju. A greva midva naprej.
Zdaj smo Ivo ta Boscarola kar lepo obdelala. Dejva se mogoče dotakniti novinca na lestvici in sicer Darko Martin in Tilen Klarič, Adventura Investments. Zelo veliko bogatih posameznikov investira v njihov sklad. Zdaj sta prišla na lestvico 214 milijonov evrov vredno premoženje. Zdaj ne vem, a je tle napak, a ja ne, nič, za nič procentov, 13. mesto, nista novinca na lestvici, se upravičujem, sem se zmotila. Tako je, ja, tako je. Sta kar lep čas že na lestvici. Je pa zanimivo, no? Ta private equity je zelo vsevit prisoten, tako ali pa drugače, na lestvici. Kar nekaj takšnih, ki so na lestvici, imajo bodo si svoj private equity ali pa v njih vlagajo. Recimo družina Žnidaršič Kranjc iz skupine Prva imajo posebno družbo, ki se s tem ukvarja. Potem Matjaž Satlar in Marko Mohar prav tako. Pa verjetno bi najdel še kakšnega, mogoče mi zdaj le z glavijo šlo. Potem pa, ko ti private equity novi nastajajo, pa vidimo kupico teh, ki so na lestvici, ali pa tistih mogoče, ki so kandidati za lestvico, da vlagajo notri. Je pa res, da mogoče te zneski, ki jih vplačujejo noter, pa niso tako zelo visoki. Tukaj gre za tiste tikete, pol milijona, kar če v procentu vsega tega premoženja, ki ga pa vidimo tukaj, pa niso to zelo visoke številke. Ampak ja, vidi se, da je to nek del vlaganja, ki prepriča te posameznike na lestvici. Kar pa mogoče tudi ni toliko presenetljivo, če vemo, da nekako izhajajo iz tega sveta, skratka privatnih družb, zasebnih družb, nekoterujočih družb, da je mogoče ta svet malo bližji, kot pa svet javnih delniških družb. Nekako se zdi tudi mogoče z vidika tistih, ki te sklade tržijo, da je tudi to ena zgodba, ki prepriča potem nove vlagatelje. Vsi mislimo, vemo ne. Tako. Je pa zanimivo. Recimo pred leti pravite, kot je kaj dost se ni zdelo, da ima povezav z slovenskimi multimilionarji, ali pa imeli, ampak ni bilo tako velik pečat, bolj je imelo tako prihodnost. Zdaj pa res vidimo, da je tako skoraj all over the place. Ampak številke pa niso tako zelo visoke. To je pa treba. Ja, kot se rekel, pol milijona do 2 milijona se mi zdi, da znašajo te številke, a ne? Ja, tako, kolega Juri jih je popisal, in še gledati, ampak sam sem je mogoče občutek, da ima več. Ampak je pa res zelo veliko število teh posameznikov. Ja, pa so razpršeni po različnih teh private equity. A gremo mogoče se dotakniti zdaj še malo teh športnikov. Luka Dončić je relativno visoko uvrščen na 24. mestu. Se pravi, vrednost premoženja 126 milijonov, za 20% več. Zelo zanimiva zgodba z Luka Dončićem. Letošnje leto je bilo precej razburkano za njega, ampak finančno gledano bomo videli. Ja, v bistvu je podpisal ravno letošnje poletje pogodbo triletno pogodbo za dobrih 160 milijonov dolarjev. Je pa res, da se je pa preselil v Kalifornijo, pa so pa davki višji. Teksasa v Kalifornijo, tako da mogoče so mogli samo malo više plačamo. Se v bistvu del tistega trada, se ni mogel samo odločati, tako da je kar malo zanimivo. Je pa podpisal na novo tudi pogodbo z Nikejem. Tam je pa malo več neznanja. Za prvo pogodbo se je zelo govorilo, se pravi cirka 20 milijonov na leto oziroma 5 let na 100 milijonska. In zato to novo pa smo precej iskali, pa v bistvu se ni našlo. Tako da tukaj ostajamo konzervativni in upoštevamo tisto številko zopet še naprej 20 milijonov na leto, ampak nekako se pa zdi, da bi ta številka v resnici lahko bila višja. Je pa, kot sem že prej omenil, zelo velika neznanka pri športnikih, je plemenitenje premoženja, pa tudi poraba na drugi strani. Za večino slovenskih športnikov sicer velja, da so skromni v porabi, vidimo sicer kakšen zelo hud avto, ampak v procentih bi mogel zelo veliko avtomobilov kupiti, pa če kaj drugega, da bi tako visoke zneske lahko porabil. Vedno je pa tukaj tudi vprašanje tečaja evro-dolar. Te plače so v dolarjih
dolarji proti evru precej izgubil, tako da smo te številke malo prilagajali navzdolno. Mogoče pri Anžetu Kopitarju se ta stvar še najbolj vidi. Ne? Je na lestvici na 93. mestu, ampak prav zelo visoke rasti pri njemu nismo ocenili, ker smo nekako bili zvesti tej metodologiji. Upam, da bojo kdaj bili pripravljeni malo govoriti na nas, mogoče stara leta, o tem, kako plemenito je premoženje, ker bi bilo zanimivo, ne? Kakšni so to portfelji, ker čisto po teoriji ne bi smeli biti zelo agresivni, če se upokojiš oni pa se predčasno upokojijo, pri 40. Pa niti ne vsi. Mislim, ne, to ne drži, vse delajo. Ne, se delajo samo z vidika glavnega posla. Zadnjič sem za Matjaža Smodiša bral, da je ustvaril, se ukvarja s peko pic, ne? Ja. Zanimiva zgodba. Kralj Matjaž. Tako. Se nekako predstavljaš, ne, da verjetno, če celo mladost si zelo aktiven, ne, da na kavču ravno ne moreš držati potem od 40 let naprej. Ne. Ja, jaz jih veliko poznam športnikov, niti en ne leži na kavču. No, dobro, kakšni so mogoče malo zabredali v težave, ne bom šla zdaj v detajle, ampak načeloma se vržejo kar v podjetništvo. Sem pa to, kar si rekel, načeloma športniki res ne marajo govoriti o svojih nekih finančnih avanturah. Imela sem pa Zlatka Dediča, nogometaša, ki je zabil zlati gol za svetovno prvenstvo in v bistvu razkril svojo strategijo investiranja, kako investira v nepremičnine. Tako da zanimiv pogovor, no, je bil ful. Pa pred leti še na Financah sem se pogovarjala z Miličem, Marko Milič. Zdaj noče nič povedati, ne. Zdaj se on ne bi bratranca, kako se je Ja, mi so bratranca. Ne, drugače imam bratranca, ki mu je ime Marko Milič, ampak ni ta prav. Okay. Ne, so se enkrat tudi o tem pogovarjala, mislim, da nismo na časorodu, nismo šla toliko globino, ampak se nima veze. Hočem povedati, da takrat, ko sem bila na Financah, je zelo veliko razkrival o svojih investicijah, pa kako je v bistvu podlegel nekaterim prevaram, veliko je govoril, kako investiral v nepremičnine, danes ne želi nič povedati. Pa Goran Dragič vidim, da je na lestvici na 55. mestu z vrednostjo premoženja 69,4 milijona evrov. Goran Dragič je tudi zanimiv, no? Mogoče da ti povej o Goranu Dragiču. Zdaj on se je upokojil, veliko je aktiven, proaktiven, veliko dela. Kako ste cenili vrednost? Pri njem smo imeli pa kar eno tako veliko dilemo, kaj zdaj narediti. Zdaj vemo, da se je upokojil, pa še ena stvar je, ne? Zdaj in Goran Dragič in Anže Kopitar sta začela v Ameriki, v ameriških profesionalnih ligah, leta 2008-2009, tam tista leta. Ne? In če vemo, da je nekako takrat se oblikovalo dno na delniških trgih in če bi takrat res začel vsako leto tiste presežke malo plemeniti na delniških trgih, pa to bi take zneske obrnilo, na danes, da za temi številkami v resnici kar imamo malo težavo stati. No? To moramo še imeti eno tako, tukaj smo moče že kar malo preveč konzervativni. No? Tako da predvsem pri Goranu Dragiču je vprašanje, če ni, on že zdavnaj bil v tistem klubu 100 milijonarjev, kot jim tako da rečemo, in ko smo rekli, da je v bistvu Luka Dončić, zdaj prvi med športniki, da je verjetno bil Dragič že precej prej. Sploh tudi, če upoštevamo še to, da je tudi nepremičnino imel v Miamiju in tisto potem prodal, pa takšne stvari. Ampak tukaj je precej neznak. Konec koncev pa tudi ne vemo čisto točno, kaj se je zgodilo potem s tisto odločitvijo. Lahko da je kar še del premoženja še tam stran. Tako da neznank je tle precej, ampak pri športnikih potem, če bi v bistvu vejo bolj ne zgolj oni, mogoče se včasih kar malo nasmehnejo o tem, kakšni te številki sami pri sebi. Je pa tako, dobro vprašanje pa, zakaj v bistvu športniki nočejo o teh številkah govoriti. In je ena takšna tista plača, kot da je stranski produkt se včasih zdi. In tudi vem, da eno od prvih let, ko smo dali športnike na lestvico, so bili odzivi kar takšni, zakaj pa jih dajete na lestvico, se si vendar zaslužijo ta denar. Sem pa sej ne, vse si ga zaslužijo, sam te moram zaračunati, kako v bistvu to je. Je pa ena stvar, da so pa davki kar visoki,
V ZDA tudi pri tako visokih zneskih so tudi obdavčitve 50% plusa, ne, v Kaliforniji. Mogoče ni to samo v Sloveniji, ampak res pa da potem pri zelo visokih številkah pridejo in takšnih davčnih stopnjah. Tako da ne gre samo gledati tistih bruto zaslužkov, ne, ampak je treba poštevati tudi stroške življenja, ker si pa morajo dostikrat stvari sami plačati, ki jih recimo evropski športniki dobijo zraven v paketu. Recimo velja, da neko zavarovanja, da to v bistvu krijejo sami. Pa potem, da morajo kriti sami tudi kakšnega osebnega trenerja, vsaj včasih je bila taka praksa, no? Verjetno Luka Dončić je tle poseben, ne? Tako da vprašanje, če pa nemo tudi to, da jih v bistvu plačujejo sami. Kuharji pa so menda taki, no? Da jih v bistvu plačujejo sami, ne? Pa kot vemo, kar veliko pojejo, ne? Pa tudi skurijo seveda. Ne vem, koliko pojejo, bi pa zelo rada videla, kako jejo. Tako da. Greva mogoče, kar si rekel Goran Dragič, a se ti zdi ta ocena 70 milijonov konzervativna? Misliš, da bi bilo lahko njegova zelo konzervativna? Se pravi, predvidevaš, da je potem več vredno njegovo premoženje? Ja. Ampak težko pa pripišemo, ne? Zato ker tukaj za temi številkami, recimo, da lahko rečemo, da za njimi stojimo. Po takem načinu smo prišli do te številke. Ne moramo se pa kar nekaj izmišljati, ne? Če ne vemo, ali on plemeniti sredstva ali ne. To je mogoče ovira, s katero se srečujemo pri vrednotenju. Takole. Jaz sem se pogovarjala s Goranom Dragičem in sicer to je bilo 2014, ko sem bila še na Financah. In takrat sem sem hotela zvedeti vse, ne? In se spomnim, da je rekel, da je NBA zaradi vseh teh košarkašev, ki so prišli iz geta, uvedel eno prakso, in sicer, da morajo vsi, preden dobijo ta milijonski ček, opraviti finančno pismenjevanje oziroma finančno izobraževanje. In da je tudi on šel čez to pravzaprav neko šolo. Hkrati pa pač ne. Zdi se mi, da tudi danes vsi te košarkaši, hokejisti in drugi športniki, se mi zdi, da vsem relativno hitro dobijo nekega finančnega svetovalca, ki jim potem te stvari ureja. Sami pravzaprav mislim, da ne delajo prav veliko na tem področju. Mogoče samo tako vidijo, sodelujejo, potrdijo kakšne naložbe, ampak da bi se prav sami ukvarjali s tem, pa mislim, da se ne. No? Ja, to je zanimivo, ne? Da v bistvu je kar neka obvezna finančna pismenost, tečaj obvezne finančne pismenosti za športnike. No, to mogoče taka praksa, ne? S katero bi se lahko tudi mogoče v Sloveniji, ki je naučili na kakšnem drugem področju. Ja, jaz mislim, da bi bilo to kar nujno. Drugače takrat, 2014 je povedal, da ima razpršene naložbe, denar imam na računih v 3 bankah, za primer, če bi kakšna propadla. Vlagam tudi na borzo, nisem agresiven vlagatelj, ampak bolj konzervativen. Kupil sem tudi naložbo v bolnišnične zabojnike za zbiranje medicinskega odpada. Se pravi, to je bilo leta 2014. Ta naložba je zelo varna, kljub temu se je v zadnjih 3 letih izkazala za zelo donosno. Nekaj denarja imam v nepremičninah, malo tudi v vrednostnih papirjih, ki vlagajo v infrastrukturne projekte, kot so avtoceste. Evo, kdo skrbi za vaše finance? Imam finančnega svetovalca v ZDA, vsake 2 meseca se slišiva, pošljem pa mi tudi poročilo, na koncu imam glavno besedo, kaj bom storil s svojim denarjem, Slišal pa sem, da so nekateri finančni svetovalci v preteklosti sami odločili o naložbah, igralcem pa tega sploh niso potem tudi povedali. Tako da, evo. Ja, tukaj je zelo, vprašanje, kakšnega finančnega svetovalca dobiš, ne? In tle je, vsaj v slovenskem prostoru se je za kakšen argument malo govorilo, ne? Da so se pojavili neki finančni svetovalci, ki mogoče niso bili svetovalci, ampak prodajalci, če nekaj hujšega, ne? Za provizije, ne? Tako da tukaj, ampak verjamem, da tukaj agenti za te športnike takega kova poskrbijo, da res dobijo tiste zveneča imena, kvalitetno storitev. Menda, da je za Dončića, tega finančnega svetovalca, da je zrihtal, ali finančno svetovalko, da je zrihtal Mark Cuban, da je on to spedenil, tako da on ima dober pokrit, po mojem. Je zanimivo spremljati te naše slovenske športnike,
recimo tudi Tadej Pogačar je še en takšen, ki ga spremljamo, ampak se pa vidi, da so razlike v plačah kar precejšnje, a ne? Na eni strani. Tudi mogoče že med Anžetom Kopitarjem pa Goranom Dragićem. Anže Kopitar je recimo v svoji karieri na lestvici najbolje plačanih hokejistov na 4. mestu. Mislim, tako je pred ne vem kakšnimi zvenečimi imeni, in v bistvu je v ligi tistih, kot je Evgenij Malkin, Sidney Crosby, Ovečkin, v bistvu pol je pa že Kopitar. Tako da je kar noro gledati te številke, ampak seveda, hokej je vsem malo manj plačan, še vedno precej ne, ampak zvezdniki kakšnega kova so v resnici to. V tem kolesarstvu pa se je Tadej Pogačar ruši vse rekorde, na raznih hribih, pa tudi pri plačah, je podobno, postavlja nove menike, ampak vsem se pa vidi, da je malo manj, so plače malo nižje. Po drugi strani pa meni vedno zanimiv Jan Oblak, ker kot vemo, nekako golmani niso najbolje plačani, na lestvicah. Ima pa podobno visoko plače kot recimo Bellingham, pa Vinicius Junior, v Realu Madridu. Tako da ta zgodba Jana Oblaka je zelo fascinantna in tudi se vidi, da ga zelo cenijo tudi skozi plačo, da je recimo 2-krat toliko plačen kot napadalci Atletika Madrida. To je tako. Na začetku, ko smo gledali te podatke, smo kar parkrat preverili pri kakšnih poznavalcih, če so v bistvu tisti viri ta pravi. V resnici tukaj je pa ena razlika med evropskimi podatki pa ameriškimi. V ZDA so te stvari zaradi tistih pravil, ki jih imajo, koliko lahko vsako moštvo porabi za plače, so te številke dokaj javne, oziroma so javne. Medtem ko v Evropi se pa v bistvu zanašaš na neke vire dobro obveščenih, ampak so me da kar točni. A greva midva zdaj nazaj na naše bogataše, pa greva malo bolj detaljno secirati njihove investicije. Saj nekaj smo že povedala, investirajo v domače sklade zasebnega kapitala, vemo, da zelo veliko denarja investirajo v nepremičnine, kaj pa recimo borza, to smo tudi nekaj sicer omenili, ampak da je mogoče še kakšen primer. Mogoče sem eno stvar, ko sem jo pa kar hotel povedati, pa če mi dovoliš, kam največ investirajo. In tudi mi je bilo zanimivo. Zakonca Južna, finančnika, tako zanimivo gledati, kako sta včasih, skratka, da sta začela z brokersko firmo, ki je posredovala pri obveznicah. In to je bilo več kot 30 let nazaj. Seveda, finančnik izkušen, pa že kot finančnika ste se lotila tega, zanimivo potem bo vprašati, zakaj pa, kam pa v bistvu vi dajete danes, vajne presežke. In 10% imata Petrola, skratka na slovensko borzo sta zelo izpostavljena. Je pa zanimivo videti, da v njeni skupini Perspektiva oziroma družbi, da je za cirka 40 milijonov, ampak to je podatek na zadnji lanski dan, kaj sta letos počela, v resnici ne vemo. 40 milijonov je bilo investiranega v zakladne menice evropskih držav. In to je tako, se pa ne zdi najbolj drzna naložba. To v bistvu nekako drži inflacijo, ampak neke prav ustvarjene nove vrednosti pa ni. Ampak pravite, da ima to nekako paše noter v portfelj iz tega vidika, da čakate na nove prevzemne priložnosti. Kar je pa druga stvar, ki je bila pa zanimiva, je pa, da želite puščati denar v podjetju. Da pravite, da to je ena ključnih stvari, zakaj sta uspela, da sta ves čas reinvestirala dobičke. Če mi gledamo tako včasih kot delničarji družb, gledamo, kakšno bomo dividendo dobili. Oni sta pa v bistvu poudarjala, da za razvoj podjetja, da sta puščala denar notri in potem ves čas reinvestirala. Tako da, ko govorimo o investicijah, najpomembnejša stvar verjetno so reinvesticije tistih dobičkov, ki jih imajo in kam tisto reinvestirajo. Vidimo, da se dostakrat sicer denar potem kopiči na računih, ampak v letnih poročilih, ki smo jih gledali, smo pa v zadnjem letu, oziroma letos, zaznali, da je več napovedi, kako bodo tiste sredstva porabili. Bodo sami investirali kakšne nove linije, kakšne nove niše napadali, oziroma odpirali nove programe.
Sicer dostikrat so potem še ponosno povedali, da bodo to financirali iz lastnega kapitala oziroma presežkov, ne pa najeli kakšnega kredita. Tukaj se vidi, da mogoče, če gledamo skozi poslovne finance, ta posojilo, ta leverage se lahko uporabi za hitrejši razvoj. Kdo bi lahko potem rekel, da niso najbolj drzni, ampak po drugi strani nekako so dokazali, da so na tak način prišli kar zelo daleč. Tako da te sodbe največji izhod dati. Ampak v glavnem največji del, ko govorimo o investicijah, moramo po mojem gledati na to reinvestiranje dobička, tisto vzdrževanje in kam v bistvu tiste sredstva potem. A te lahko nekaj povem, to mi je bila malo šokantna zgodba, Mozetič iz Dondona, on recimo, mislim, da je dobil 80 milijonsko kupnino po prodaji Dondona in ta denar, ne vse, nekaj, kar velik del je investiral v denarni sklad General Investments, dejansko, to smo takrat ugotovili, ko smo raziskovali to zgodbo, zakaj je poskočil pri njih vrednost premoženja. A ste mogoče kaj pisali o tem? Ja, potem je bil pa naslednji mesec, to je bil pa potem mesec dni kasneje, je bil pa 62 milijonski odliv iz tega. Se pravi, šlo nekaj tukaj verjetno za nek davčni obvod. Verjetno. Še za davčni obvod? Okay. Za en mesec ne greš drugače v takšno zgodbo. Skratka, a ste kaj pogledali mogoče tudi to zgodbo, mislim, ali investirajo v kakšne te naše družbe za upravljanje, ti naši bogataši? Ja, v resnici smo najdli še en tak primer, in sicer zakonca Tomše. To je v bistvu novinca na lestvici, ima ta podjetje v Sloveniji in na Hrvaškem zastopništvo za enega od japonskih proizvajalcev motornih koles. In zelo uspešno podjetje, družinsko, več kot 30 let tradicije, tako počasi, konstantna rast. So pa kar veliko teh presežkov v zadnjih letih naložili v enega od delniških skladov prejemne slovenske družbe za upravljanje. To je bilo mogoče zanimivo. Tega nismo v preteklosti toliko srečevali, da bi prav vzajemne sklade. Ponavadi, vsaj v zadnjem času vidimo, da nekateri se odločajo za naložbe v delnice na Ljubljanski borzi. Te mogoče tudi malo bolj vidno z tega vidika, da če kupiš za nekaj milijonov evrov delnic na Ljubljanski borzi, si hitro med top 50 delničarji, in nekako potem se iz delniške knjige kar hitro vidi. Da bi pa prav vzajemne sklade na veliko vlagali. Jaz mislim, da so se pogajali tukaj za nižjo provizijo, ker po taki proviziji, kot je trenutno na vzajemnih skladih, absolutno ne greš z večjimi zneski noter. Preveč velika bolečina so ti stroški. Dej mogoče greva še to se dotakniti, kar si rekel, delnice Ljubljanske borze. Tega je ogromno, veliko investirajo v te delnice. Zelo taki patriotski investitorji so, ali pa ne vem, mogoče lovijo vroče zgodbe, ker Ljubljanska borza je nišna zgodba, nišna borza. Z tega vidika je za neke ljudi, ki imajo večje zneske noter investirane, lahko tudi zelo tvegana. A se bojo spet opekli, tako kot leta 2008? Zdaj, tako se mogoče res zdi, zdaj so pa kar plane na Ljubljansko borzo, ampak meni se bolj zdi, da v preteklosti praktično ni bilo. Zdaj, se pravi, če greš iz nič na nekaj posameznikov, ki to počnejo, imaš občutek, da zdaj jih je veliko, ampak v resnici jih je zelo malo. Tukaj govorimo, lahko jih poštejemo na prste ene roke. Kot največji je tukaj Izet Ravsadar, on je mogoče res kar dokaj agresivno šel v nakupe, praktično ga najdemo v vseh večjih slovenskih blue chipih in je tudi v bistvu s temi nakupi kar precej dober čez prišel. V bistvu v tem času, ko je začel kupovati, pa do danes je njegov portfelj že več kot 70 milijonov evrov in vplačal je pa dosti manj. To, kar si pa rekla, se pa meni tudi zdi mogoče nevarno, da bi pa zdaj na podlagi tega, ker nekatere posamezniki iz lestvice kupujejo delnice na Ljubljanski borzi, pa kar tudi ostali kupovali, ne zgolj zato, ker če recimo rečemo smart money to počne,
to pa ne bi bilo najbolj pametno. A ne? Smo pa zakoncev Južna tudi vprašali, da ste imeli malo boleče izkušnjo v letu 2007, 2008, 2009, takrat ste kar precej kupovali delnice, slovenskih družb. Tudi v resnici, zakaj imate one dva danes 10% Petrola? Smo rekli, zakaj ravno Petrol? In ste rekli, ja, zato ker se Petrola v letu 2010-2011-2012 ni dal prodati, ker je v bistvu je tako, onega ste imeli v bistvu paleto številnih slovenskih delniških družb, ampak ostali nekako sta likvidirala, potem ko sta tisto zadolženost, prezadolženost skupine Perspektiva reševala, Petrol pa nekako v bistvu ni bilo bodisi kupcev ali pa se ena cena ni zdela primerna. Zato je v bistvu sta obstala s takšnim portfeljem danes, kar recimo nimata več. Zdaj, ko pa ostali kupujejo, bolj ne se zdi, da je Izotras nekako edini, ki ta hip še kupuje oziroma je do nedavnega. Videli smo ga letos jeseni še pri nekaterih nakupih. Gospod Batagel je tudi v preteklosti kupoval Krko, Zavarovalnica Triglav tudi, smo videli, ampak zdaj med kupci ga recimo več ni. Tako da mogoče lahko rečemo, slovenski milijonarji kupujejo delnice, treba je podariti, so jih kupovali, da ne bi zdaj rekli, da jih kupujejo danes. Pa ja, to kar praviš, zdaj tista, oba sva bila midva, sva začela to novinarsko kariero tam v tistih začetku tiste vročice 2006-2007-2008, takrat je bilo zelo živahno, ampak tista bolečina, ki je pa potem prišla, je pa res taka huda. Tako da tukaj, ko govorimo o donosih na slovenski borzi, je res dober se zavedati, takšni so bili donosi, ni slučajno to garancija za prihodnost. Ampak ja, Južno smo vprašali, kakšna pa so delnice danes, a je to balon, a je to podobno kot takrat, 2008. Pa pravite, da se jim ne zdi. This time is different. To je to. Ja, pravite predvsem zaradi izvedika dividend, ker so pravite, da so zelo stabilne in da se jim ne zdi, da je prišlo do kakšnih pretiravanj, da se pa sprašujete, kaj je za vrednotenje AI-ja, Tista pa pravite, da je zunaj njune finančne pameti, kako lahko firme kotirajo pri takšnih vrednotenjih. To je večno vprašanje, ki smo, ker po kakšnih definicijah je bilo že 10 let nazaj v bistvu drago, na Ljubljanski borzi. Zdaj z današnje perspektive bo tisto poceni, ampak ja. V glavnem, srečala sem Marjana Batagela pred, mislim, da nekaj meseci, 2 meseca, 3 mesece nazaj, nekaj takega. In sem ga malo pobarala, kako kaj investiranje, in je rekel, prodal sem vse delnice Krke. Mislim, da ga vidimo še vedno v lastniški strukturi. Tako da, ne vem. Ja. V glavnem, rekel je, da je izstopil iz Krke, da je dost. Skratka, to je pač, to sva se tako pogovarjala na tem dogodku. V glavnem, kaj morava še povedati? Zdaj so povedali, da slovenski bogataši so relativno konzervativni, ne investirajo. Nepremičnini so omenila. Se opravičujem, to je pa res najbolj pomembna stvar v življenju, nepremičnine. Pa dajva mogoče se dotakniti nepremičnin, ker pač v to je treba investirati. Ne, mislim, ko govorimo, lih zato sem mislila, Ljubljanska borza pa nepremičnine. Včasih se je videlo, da onkraj lastnih podjetij, pa kakšnega prevzema, pa če se takega, se je denar stekal bolj kot ne samo v nepremičnine od teh posameznikov. Tako da zdaj, kdo od njih je pa potem kupil slovenske delnice. In to je recimo tako Izotras, kot Marjan Batagel sta ravno to rekla. Raje delnice kot pa nepremičnine. Pa res to sta rekla pred kakšnim letom ali pa kaj takšnega. Tako da in vemo, da je Ljubljanska borza takrat pridobila cirka 50%. Tako da treba na novo vrednotiti te stvari, da mogoče bi danes trdila drugače. Kar se pa tiče nepremičnin, se pa vidi, da je priliv mogoče na nepremičninski trg, če bi mogel ugibati oziroma ocenjevati čez palec, ker čisto točnih podatkov nimam, še vedno večji, kot pa na Ljubljansko borzo. In nekako se zdi, da je to v tem videu mogoče nekateri tudi kakšno
vidimo kakšen takšen projekt, recimo nekdanji lastniki Outfita 7 še vedno delajo neke skupne projekte za vila bloke, kaj podobnega. Tako da tukaj se vidi, da te nepremičnine, tako kot jih imajo radi recimo vsi, v Sloveniji v povprečju bi lahko rekli, da tudi privlačijo denar multimilijonarjev. Ja, Ivo Boscarol, sva se o tem tudi pogovarjala, o teh nepremičninah, pa je rekel, kdo bi si mislil, da bom jaz investiral del svoje kupnine v nepremičnine, tako, ker to pred leti namreč ne bi naredil, ampak zdaj pa je, ker je hotel se v bistvu nekako zaščititi. Ne? Ja, sej z vedika razpršitve, na dolgi rok, so bile neke raziskave narejene, sploh v mestnih središčih, mislim, da so celo za Pariz ugotavljali, da je vrednost nepremičnin, donosnost nepremičnin v centru mest višje celo kot delniških trgov. To bo zelo ena taka, si mogel biti kar dober real estate picker, da si dosegel te donose. Nisem jaz ravno v tem taboru, če lahko se gremo o tem pogovarjati. Vidi pa se, da radi vlagajo te zadeve. Nasploh pa tako v splošnem se vsem zdi, da neki delniški trgi niso tisti, ki privlačajo te podjetnike, ki so ponosni na to, kar sami naredijo, pa tudi mogoče ni čisto v skladu z njihovo filozofijo. Oni imajo radi nadzor, zdaj pa če si ti lastnik 0,5% nekega kotirajočega družbe, si nimaš nobenega nadzora. Tako da vse so že imeli napraviti, kot je neka taka srednja pot, in tam jih je več. Ja, pa denar na banki. Smer pozabljala. A veš, zakaj to govorim? Zaradi tega, ker je 1,7% teh, ki imajo res ogromne količine denarja na banki. Mi skozi govorimo 25 milijard denarja imajo Slovenci na banki, nimajo, večina je skoncentrirana na res par procentov, ki imajo denar na banki, in verjetno kakšen tale naš najbogatejši tudi eden, ki ima večjo količino denarja v bistvu. Ja, zagotovo. Jih je kar nekaj. Pa to se tudi vidi v njihovih podjetjih. Vse smo, mislim, da obstajajo podjetja, ki imajo več od 10 milijonov evrov denarja na banki, mi prav ne pišejo, po kakšnih obrestnih merah to plemenitijo, ampak tako, to je bila recimo, to je stalnica, to vsako leto opažamo, Zdaj mogoče samo premik, zdi se, da so malo večjo pozornost nekateri dajejo temu, kaj se s tistimi sredstvi dogaja. Vidijo nek oportunitetni strošek držanja, oziroma vsaj v letnem poročilu se tega dotaknejo in se malo zavedajo. Je nek pozitiven premik v tej smeri. Ni pa zdaj, da bi bilo pa na listici prav veliko takih, ki bi pa zdaj na leverage nekaj kupovali pa se zadolževali, da bi kaj dosegali. Kar je pa mogoče tudi to, da so vsi te šli čez tista leta 2009, 10, 11, 12, ko bilo zaradi bančne krize in finančne krize, so najbolj trpeli tisti, ki so bili zadolženi, in to je pustili počak na teh podjetnikih, sigurno. In tudi radi podarijo, smo nezadolženi, financiramo z lastnih presežkov. Ja, se to je zelo zanimivo, ker kot se bi že večkrat povedal, bi lahko v bistvu to uporabili za druge namene. Okay. A sva še kaj pozabila povedati, še kaj pomembnega? Zakaj pa ni tračev v reviji? Kje so hiše, jahte? Ja, to ponovadi ste pisali, zdaj pa vidim, da tega ni. Zakaj? Ker jaht ni. Kdo se je ločil, kdo se je poročal? Kdo se je ločil, kdo se je poročal? Pa ni kakšnih takšnih, da bi zdaj rekel, mogoče, ali nismo dosti rumeni, ali kaj nas obtožuješ? Ja, ponovadi se je bila, revija je bila ponovadi. Ja, ponovadi je bilo malo rumeno, najdražji avtomobili, kdo se vozi z jahto, kdo se prevaža z private jeti. Kje so te članki? Mogoče ideje za kakšne slovenske novice. Ne, veš kaj je mogoče, Mogoče tega tudi toliko zelo velik, vsaj v procentih, tega dela niti ni, Saj sta rekla, Vesna Južna intervju rekla, da jo bom zdaj pravilno procitiral, v Metliki ni letališča, ne rabiva zasebnega letala, Malo se je pohecala, seveda, ampak s tem je dala vedeti, in potem kaj sta hotela s tem povedati, da
jim je bolj pomemben kot njun luksus, luksuzno življenje, to, da podjetja dobro poslujejo, in da jih ne izčrpavata za njun življenjski slog. Seveda zdaj bo kdo rekel, ja, pa imata hišo za ne vem koliko, ampak to premoženje njuno smo ocenili na 500 milijarde, hiša, niti pa ostalo premoženje, verjetno ne more biti 10% tega, verjetno. Razen spet, če imajo vse, kaj pogledal te stvari nimamo. Ampak tako, za to druščino nekako vsem veljano, da v procentih, je tisto premoženje, tudi, pa recimo, Tadej Pogačar opažal na ne vem kakšnem avtomobilu, v procentu to ni, mislim. V procentu njihovega premoženja. To bi v bistvu kot da bi meni rekel, Jure opažal na takem avtomobilu, 10% svojega premoženja je dal za avto, pa da se vreten 40 ali koliko, je to vreten večja novica, kot pa za Tadeja Pogačarja v resnici, če greva skozi te številke gledati, v bistvu, da namenja za te stvari relativno malo. Bomo pogledali, vidiš, da bomo zadostili tudi to vrstnim stvarem. Ok, si rekel, da ni luksuza. Imamo pa seveda članek o zbirkah, o umetniških zbirkah. Te so sicer tudi v mrzkašni kleti, oziroma ne ravno kleti, pisarni, visijo stvari, ki so mogoče javnosti malo skrite, ampak je kar nekaj tega, Določeni posamezniki precej dajo na te stvari, predvsem tukaj velja za Igorja Laha, da ima kar zajetno zbirko. Vidi se potem, da tudi nekateri so zelo povezani s kulturo, tako in drugače. Tudi donatorji so precej pri takšnih stvarih, kar se kulturnih predmetov tiče podobnega. Ja, v redu, Jure. A ti bi pa rešavte, Mislim, v avtih to se itak vedno bere. Dejansko sem pred kratkim naredila eno epizodo o avtomobilih, nisem še objavila, bo kmalu objavljena, ker sem se pogovarjala z enim strokovnjakom, Andrej Brglez, in sem se ravno pogovarjala o enem zelo bogatem Slovencu, mislim, da ga ni na lestvici najbogatejših, ampak bi pa po mojem mogel biti, ki ima zelo... Bova pa govorila o tem, prav? Ima pa zelo bogato zakladnico zelo hitrih avtomobilov in s temi avtomobili dejansko nimaš kje dirkati, in se vozijo v tujino na dirkališča, da si dajo pač tega duška. Pa mislim, da kar neki ljudi, poznam kar neki, ki bi lahko se uvrstili na lestvico, ampak mislim, da jih ta vaš filter ne bo zajel. Ja, mislim, niso pomenila mogoče enega pomembnega dela filtra, kripto. Mislim, že kar precej leti sem slišal za tako, sicer ne z imeni in priimki, ampak se mi zdi, da od ljudi nekaterih besedo kar nekaj damo. Se rekel, tam pa poznam nekoga, ki ima 100 milijonov v kripto. Takrat Bitcoin ni bila ravno ranga tega, kaj zdaj je, oziroma pač v zadnji paci pustimo jih, ampak verjetno, da bi znali biti par posameznikov, ki bi se s tistim premoženjem lahko vrstilo kam visoko sem. Sam se tudi nekako namen tega kripta je tudi, da se malo skriješ pred javnostjo, da je malo taka alternativna finančna usporedna. Da je ta namen recimo dosežen, saj pred nami pač je to čisto skrito. Ja, vem pa tudi, da marsikater kriptomilionar potem je šel v nepremičninske zgodbe, ki se jih pa da poiskati v bazah. Bomo pogledali. Se vidi, kakšna stvar sem pa tja, ampak v bistvu smo pred leti videli nekoga, ki je registriral podjetje z zelo visokim kapitala, ker precej. Tako da nekoga spremljamo, sam skozi podjetje, ampak ni dovolj visoko, da bi zdaj pa lahko prepisala. Tako. Je pa zanimivo brskati. In tudi vidiš, potem na koncu se ti zdi, ko pogledaš v svoj portfelj, si misliš, ker v bistvu te kar zanese, ko si 2 meseca v teh milijonih. Kam te zanese? Skozi drugačno prizmo začneš gledati na te številke, to hočem reči. Pa se ne delaš tu zdaj letos prvič, saj si Ne, vsak november je tak. Kaj že reče za november? Je, da se ne da delati.
Se hecam. Čakaj, kaj sem hotela, zdaj me pa všlo, nekaj sem hotela. Kje je lestvica Mladi milijonarji? Kje je moja lestvica Mladi milijonarji? Vem, težko je narediti to lestvico, vse se tega zavedam, ker je težko dobiti podatek o rojstvu, letnici. Tako. To je največji problem bil od nekdaj, zdaj pa sploh še z GDPR-jem, pa to misija ne mogoče. Ampak dal se pa je narediti. No? To je bil razlog potem, no? Pa tudi vseeno, potem na koncu, ko so se vsi tisti nekako, na koncu je bilo bolj kot ne že to v domeni športnikov, ne. In smo potem, tisti, ki so bili pa novinci med podjetniki, pa smo v bistvu dali, smo jih kar uvrstili na glavno lestvico, no, tako da poskušamo vse tiste mlade posebej izpostavljati, ali pa jih v bistvu vključevati v kakšne druge zgodbe, no, tako da ja, tiste, tudi tako kot si sama omenila, ne, počutili smo se na eni točki tako, da koga vse smo pa tukaj spustila, ne, da smo rekli, da mogoče za tisto lestvico pa nismo mogli več stati, ja. Zaradi tega, ker ne bi bila mogoče tako reprezentativna, ne, reč nismo potem objavljali, no. Mislim, da smo se odločili lani, nekaj takšnega, ja. Ja, se težko to reči, no. Mislim, ker se želimo uspešne zgodbe podarjati, pa sploh mladih, ne, ki so lahko navdih ostalim mladim, ne. Upam, da kdaj vrnemo to, no. Ampak v zadnjih 2 letih nam to ni zneslo. Ja, no, velja. V redu, Jure, mislim, da smo obdelala več manj vseeno, če pa nisva, pa pač bova kdaj ob kakšni drugi priložnosti. Tako, ne, pa si lahko mogoče prebere, tukaj da še malo reklamo naredi, za tiste, ki gledajo. Hvala lepa. Skratka, Jure je naredil reklamo za tiste, ki ne gledate. Naredil sem reklamo in to za revijo. A ne? Super. Ker eni smo še malo old school, ne, Marja? Ja, eni smo malo, mislim, eni ste, jaz sem čist digital, sem že zdavno prevekslala, tako da to jaz nimam problemov. Je pa seveda vse skupaj tudi zelo lepo zapakirano o pomoči kolegov iz IT-ja na digital platformi Financ, no, tako da tisti, ki vas več zanima, toplo vabljeni. Ok, Jure, vidim, da ti ne gre najbolj ta rekla. Se heca, dobro si povedal, super si povedal, pojte gledati. Prodajalcih nisem, ne pravi, kako že. V glavnem, to si sam rekel. Najlepša hvala za super debato. Pojte pogledati na spletno stran, tako da boste mogoče kakšno zanimivo informacijo še zvedeli, ki jo danes z Juretom nisva obdelala. Jure, hvala še enkrat za odlično debato. Hvala tebi, Marja. Jaz sem bil zelo sproščen. Toliko časa sva že delala skupaj, ali pa sva delala skupaj, da verjetno se to slišala. Upam pa, da tvojih poslušalcev in sledilcev to ni preveč zmotilo, pa da so zvedeli kaj zanimivega o najbogatejših Slovencih, mogoče dobili kakšen navdih, kako vlagati, ali pa tudi kako ne vlagati. Ne? Treba je poudariti, da so oni predvsem s podjetništvom, z vlaganjem pa mogoče niti ne. Da bi zdaj nimamo enega, ko bi lahko rekli, da je pa vlagatelj. Mogoče najbližje temu sta še prva uvrščena, ki pa sta uspela potem, ko sta razvila te svoje podjetja. Tako da, če bi iskali navdih za vlaganje, lahko jo vidimo kakšno priliko, z vidika, kakšno potezo naredijo, ampak če hočete obogatiti, naredite eno podjetje, to je tudi svetoval Diamond Merlak, da je to najhitrejša in najbolj zanesljiva pot, ker če boš gradil skozi investiranje, mogoče ne boš tako hitro prišel do tega premoženja. Se tako visokih številk ne. Mislim, da se pridati z malo bolj agresivno strategijo, ampak o tem ne bova zdaj. Skratka, najlepša hvala za debato, hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.